pred prvim odmorom nas čaka še, vsaj upam, zelo zanimiva in vznemirljiva okrogla miza, kjer bomo poskušali odgovoriti na vprašanje zdaj, kako pa izkoristiti to moč podatkov in umetne inteligence za ustvarjanje poslovne vrednosti v Sloveniji, za slovenska podjetja, za slovensko družbo, za okolje, v katerem živimo. Na oder vabim gospoda Matevža Frangeža, državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Doktorico Aido Kamišalić-Latifić, državno sekretarko na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. Gospoda Marka Grobelnika, raziskovalca s področja umetne inteligence na Inštitutu Jožef Štefan. Doktorja Dana Podjeda, antropologa, znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. In last but not least, z največjim veseljem, gospod Marto Kelvišar, lanskoletno dobitnico nagrade Go Digital in letošnjo menedžerko leta, sicer pa seveda direktorico družbe Adria Dom d.o.o. in gospod Medejo Lončar, direktorico Siemensa Slovenija. Zdaj, če ne boste preveč, kot je rekla gospa Petrova, šaj, pa gospod Frangež bi to verjetno tudi uporabil, boste lahko seveda ob koncu sodelovali tudi z vprašanjem, ker želimo biti čim bolj učinkoviti. Zdaj, vprašanje, kako izkoristiti moč podatkov za ustvarjanje poslovne vrednosti, kako, gospa Lončar, ta trenutek počnete vi v Siemensu? Da mi mikrofon imamo delitveno ekonomijo, kar se tiče mikrofonov. Se slišimo, seveda. Mislim, da smo prišli kar nekaj faz, ki jih je opisala gospa iz Gartnerja. Smo v podjetje, ki spaja, tako mi rečemo, realne pa digitalne svetove. Sem se že ustračil, da boste rekli nerealne. Realne in digitalne, v redu. Precej realne, precej hardverske svetove z digitalnimi svetovi in smo nekje tako kot tudi v Sloveniji veliko podjetij, se soočamo, smo v proizvodnji, delujemo na področju proizvodne infrastrukture, v širšem smislu tudi v medicini, v transportu. Torej, umetna inteligenca, z njo se ukvarjamo že od 70-ih let, za nas je to podatki, pa so v tem trenutku za nas zlato, tako kot je bilo že rečeno, in se s tem ukvarjamo zelo strateško. Nagovarjamo oba dela, ta del interni procese, kot tudi ta game changing del, kako bomo spremenili naše poslovne modele. Naprimer danes, ravno danes na konferenciji v Nürnbergu Siemens predstavlja skupaj z podjetjem Schaeffler, enim največjih proizvajalcev strojev na svetu, za proizvodnjo avtomobilski industriji, industrijskega kopilota in tudi že to z mašinami se lahko pogovarjamo v naravnem svojem jeziku. Od danes naprej to tudi v realnem svetu. Slovensko razumejo? Zaenkrat še ne, ampak bo pa zelo, verjamem, tudi zelo hitro. Gospa Kelvišar, kako ste vi v vašem podjetju in v vašem delu sploh, ker ste pač tudi kot oseba, menedžerka leta, odgovorili na te izzive, s čim se lahko, to sicer v Sloveniji radi počnemo, ampak s čim se lahko pohvalite? Ja, jaz mislim, da se lahko pohvalimo kar z veliko stvarmi. Predvsem je pa to, da znamo razbrati, kaj okolje od nas pričakuje in da smo prvi tisti, ki ustvarjamo spremembe. Da imamo dovolj ambicije, poguma, akcijskega načrta, da potem tudi izvedemo in tako kot pravijo, kamor daš fokus, tam potem lahko pričakuješ tudi rezultat. In na ta način je to naš modus operandi že dolga leta in rezultati potem pridejo. Čim pa vidite največji problem pri tem, pri uresničevanju vaših ambicij zaradi značilnosti okolja, v katerem delate, recimo konkretno v Sloveniji? Ja, teh izzivov in omejitev je
v resnici zelo veliko. Imamo samo v tem- 56 minut še časa. Ja, tako da- saj vem. Torej, davčni problem, vemo, da smo soočeni z novimi davčnimi omejitvami oziroma obremenitvami. Gospod Frank je še vedel, da boste to rekli? Tako, Okej, ja, davki. pač verjetno je pripravljen tudi na to, da bomo povedali, da že 2 leti nismo videli nobenega razpisa za razvoj. Pričakujemo, da bi bila Slovenija razvojno orientirana in začeti je potrebno pri ljudeh, ko govorimo danes o digitalizaciji. Ljudje so tisti, ki morajo prvi razumeti digitalizacijo, da jim digitalizacija ne jemlje, pač pa daje in preobrazi, vključi ljudi. Tukaj smo mi ogromno pridobili na tem našem projektu. Potem so tudi seveda ostali razpisi za razvoj, ki jih pričakujemo. Tako da seveda država je tista, ki nam kreira okolje, ki nam pomaga na tej poti, da smo tudi konkurenčni potem pri prodoru na naše trge. Zdaj, preden izzovemo oziroma napademo oba državna sekretarja, še gospodu Grobelniku, zdaj, me zanima vaš komentar na to, kar smo slišali v obeh predavanjih, predvsem v smislu prenosa na neke slovenske in pa tudi širše razmere, ker ste strokovnjaki, recimo deluje tudi, kar je zelo pomembno, in govor je bil tudi o regulaciji na evropski in svetovni ravni, ko gre za regulacijo umetne inteligence. Zdaj, kako vidite v kontekstu tega, kar smo slišali, pa slovensko okolje? Ja, slovensko okolje ima nekaj specifik, ne. Naprimer? Kar se tiče umetne inteligence. Ena specifika je bila že prej omenjena, Nenad, ne, mislim, da je rekel, torej imamo precej tradicije v umetni inteligenci, torej znanja imamo dosti, ne, torej vsi inženirji grejo skozi nekaj predmetov, tako da tega znanja je več kot druge, ne. Nam se zdi samo po sebi pomembno, pa ni, ne. Dobro. Pač druge tega ni. Druga stvar, ne, ki pa ni tako dobra, je pa to, da smo svetovni prvaki v streljanju v lastna kolena, ne. In enostavno... Ampak pri 2 potem že zmanjka, to celo v isto koleno več. Ne, kolen dost. Okej. In če bi lahko presegali to, ne, da si ne mečemo polena, no, pred sabo, bi bilo veliko lažje, ne. Torej, zares tale slovenska umetna inteligenca je zrasla na entuziazmu. Še vedno je to gorivo za večji del tega. Kar je mogoče primerjalna prednost, ta entuziazem. Ja, ampak ne moreš avto ves čas poganjati samo ne vem, če je z avtom dobra primerjava, no, ampak torej, dobro bi bilo, če se majčkeno sprostimo, pa majčkeno samo strateško pogledamo, kaj je treba premakniti. Nekaj stvari treba premakniti, ne, zato ker svet se je začel zelo hitro obračati, kar se tiče umetne inteligence, ne, in če smo bili dobri do, ne vem, pred nekaj leti, tam ne pomeni, da v tem super hitrem tempu, da lahko še zdržimo ta tempo, no. To sem predvsem hotel reči. Torej, v glavnem sem pozitiven, je pa treba par stvari se enostavno pomeniti. Treba se pomeniti, a hočemo imeti lasten kader, torej izobraževanje, ne, zaenkrat je to katastrofa, ne, torej nimamo računalništva v šoli, to se pregovarjamo že ne vem koliko let, to je ena super slaba stvar, no, da ne bom druge besede uporabil, ne. Torej izobraževanje je en problem, drug problem je pa to, da nismo prijazni do tega, da bi tuje možgane samo uvažali, zato ker jih imamo, vsaj ne v računalništvu, za kakšne druge stvari očitno, ne vem, košarkaša ni problem uvoziti, ne, računalnikarja ali pa AI človeka je pa nemogoče skoraj uvoziti, ne. Zdaj, pri košarkarju ne kupimo samo možganov, ampak tudi njegovo višino, problem pač še vedno, da nimamo dovolj. Ampak dajmo pomisliti, koliko, ko mu damo, ne vem, plačo pa državljanstvo pa vse, koliko je vreden en koš, ki ga da za reprezentanco, ne. En koš je verjetno vreden tako v rangu, ne vem, nekaj 100 evrov, ne. Odvisno, kdaj je dosežen, ne. Upajmo, da, ne. No, pri računalnikarjih je pa, ja, je pa težje, ne. Torej, da ne gremo v detajle, ne. Torej, to je nekaj teh točk, bolečih točk,
ki ne vem, če se drugače da razrešiti kot to, da je to iz vrha nekak odlog, da se morajo te stvari zgoditi. Ker minevajo leta in leta in isti ljudje se pogovarjamo in na istih pozicijah in se kamor ne zgodi. Ne. Torej, to je to. Generalno sem pa pozitiven, ne, zato ker smo nekako, mi smo, ta AI slovenski zelo podoben recimo kot kolesarji. A smo kot kolesarji dobri? Ja, ampak imamo 3, ne, zares. Ne. Imamo jih nekaj več, ampak... No, ampak 3 so na vrh. Ja. No, približno tlele jih imamo v umetni inteligenci nekaj več, ne? Ampak te so dobri, ne? Moramo pa mečkam si zgraditi še zaledje, no? To bi hotel reči. Dobro, zdaj se že pripravlja napad oziroma pač na oba državna sekretarja, ampak prej bi radi slišali še doktorja Podjeda. Gospod Frangež je v svojem uvodnem govoru uporabil eno zelo zanimivo besedo kultura. Ne, tukaj smo recimo od gospe Mordekaj smo slišali, da se zdaj vzpostavlja nek odnos med človekom in umetno inteligenco oziroma strojem. A je mogoče naš problem v tem, da ravno mogoče zaradi uspešnosti doslej v bistvu to svojo kulturo težko prilagajamo nekim popolnoma novim razmeram in glede na to, da imamo včasih težave tudi v odnosih med nami samimi, ne, v Sloveniji, da imamo zato mogoče tudi kakšne zadržke v navezovanju odnosa do umetne inteligence. Ja, hvala za to vprašanje. Ko sem se včeraj peljal od Maribora proti Ljubljani, sem razmišljal, kaj sploh povedati na tej konferenci in sem mislil, da karkoli me boste vprašali, bom pač odgovoril pod svoje, kar ste verjetno i tako vajeni iz televizije, da vam predvsem politiki potem odgovarjajo tisto, kar so si vnaprej zamislili. Ne vsi, nekateri nočejo priti. Ampak vprašali ste me točno tisto, kar sem želel povedati. Namreč želel sem začeti z nekim kulturnim intermecom in s pesmijo, ki mi je prišla na pamet včeraj po poti in se mi zdi, da res dobro povzema temo te okrogle mize. Pesmi ni ustvarila umetna inteligenca, ni je ustvaril ChatGPT, napisal jo je Rainer Maria Rilke, naslov te pesmi pa je Panter. Od kroženja po kletki utesnjeni, njegov pogled je truden in načet. In zdi se, kot da tisočkrat zgoščeni drogovi so mu zatemnili svet. Okretna hoja, polna veličine, ki se v najmanjšem krogu zdaj vrti, je kakor ples moči okrog sredine, kjer silna volja vklenjena stoji. Le včasih tiho dvigne se zavesa zenic, pod njo zdrsi odsev sveta. Gre rahlo skozi napeti mir telesa in potemni, ko pride do srca. Hvala. Zdaj, to je bilo zelo lepo, doktor Podjed, ampak lahko to date malce v kontekst. Seveda, saj zato sem to povedal. 3 stvari so, ki so ob tej pesmi pomembne. Prvič, mogoče je še zadnji čas, da se lahko javno pobaham, da znam nekaj na pamet. To, kar sem povedal, so bili v bistvu podatki, ki sem jih interpretiral, se jih naučil na pamet že pred leti in uporabil zdaj to na odru. To je počel tudi moj oče, ki je bil sicer gledališki igralec in je ponavljal besedilo tedne, mesece in ga potem predstavil na odru. In vi ste zagotovo njegov sin, ker pač... Sin njegov sem, to pač iz več razlogov, tudi frizuro smo imela podobno. Ampak zdaj si pa predstavljate, ne vem, Janeza Škofa ali pa Pijo Zemljič v drami priklopljena na Neuralink, si lahko zamislite, koliko podatkov več bi lahko in koliko predstav več bi lahko iztisnili iz njiju, koliko več bi jih lahko oželi igralce, če bi jim ves čas tlačili podatke v glavo. To je prvo vprašanje povezano s to supermočjo. Drugo vprašanje, vaši podatki, vaša supermoč in v povezavi s tem Rilkejevim Panterjem. Kaj, če je to naša prihodnost čez 10 let in da smo mi ta panter v kletki in da je umetna inteligenca tista, ki nas gleda, to primitivno bitje in se čudi, kako kroži tam v kletki. Kaj, če nas bo zaprla? Pač neki strahovi, o kateri sva se z Markom že pred časom pogovarjala. In pa tretje, kar se mi zdi mogoče najpomembnejše, naši podatki, naša supermoč in panter. Kaj pa,
če smo že zdaj mi ta panter in smo zaprti v kletkah oziroma na strežnikih podjetij, kakršne so Amazon, Google, Meta in druga, kaj če je ta panter naš digitalni dvojnik? In Varoufakis pravi, da živimo v času tehnofeudalizma. Sam se niti ne strinjam z njim. Mislim, da živimo v času sužnje lastništva, kjer si sami, pazite, kupimo krampe, s katerimi izkopavamo zlato rudo, ki se ji reče podatki, potem plačujemo še mesečno naročnino za te naprave in potem plačamo še tretjič, da dobimo svoje podatke nazaj. A ni to zanimiv, nenavaden poslovni model? Pred časom sem predlagal nekemu Googlovcu, predstavniku Googla, ki je kar visoko v tej evropski hierarhiji, na podobni okrogli mizi, kot je danes, zakaj pa ne bi vi nam plačevali recimo polovico vrednosti naših podatkov, pa roka, če ste za. Pa rekel, da ne, da sem sebičen človek. Sem rekel, zakaj pa to? Je rekel, ja, vi bi kar pustili ležati te podatke, mi pa jih znamo zbrati, agregirati, analizirati, prodati. Kakšen smisel ima potem ta podatek? In jaz mislim, da kar moramo narediti, in to predlagam je tu, na tem mestu, da začnemo razmišljati o tretjem poslovnem modelu med kitajskim in ameriškim, ki ga lahko naredimo v Evropi, morda v Sloveniji. Podjetja, kakršna so Google, bi se lahko imenovala drugače in delala drugače. Lahko bi imeli Google, pa Amazon, pa namesto Meta bi bila mogoče Beta in to bi bila podjetja, ki bi nam plačevala mesečno naročnino za naše podatke. Da bi jaz dobil recimo od Bete 30 €, kaj mislite, katero rešitev bi uporabljal? Facebook namesto Facebooka, seveda. In to bi lahko bil mogoče temelj univerzalnega temeljnega dohodka, da dobimo 200-300 € mesečno od naših podatkov. Tu ste ekipa ljudi, ki lahko to naredi. Tak pravičnejši ekonomski model. Hvala lepa, doktor Podjed. Vi ste se zdaj, kako bi človek rekel, avtirali kot revolucionar, ne, omenili ste suženjstvo. Sem se že bal, da boste začeli peti Vstanite v suženjstvo zakleti, ne, ampak potem ste pa pač prišli... Ne, to bo Zmajev Kevc na koncu, mogoče. Ne, ampak tu ne gre za revolucijo. Pazite, jaz tu zagovarjam kapitalizem. Jaz ne zagovarjam socializma. Ravno nasprotno, jaz zagovarjam, ostanimo ne v suženjstvu zakleti, ampak ostanimo delavci. Ostanimo delavci v novem sistemu, namesto da postajamo tlačani in sužnji. Zato se gre. Torej, zagovarjam kapitalizem javno. Kar je tudi kar drzno v teh časih. Pustimo to. Gospa državna sekretarka, zdaj, če se vrnemo pač v ta slovenski prostor, sej, ko smo poslušali predavanja, strategije imamo, načrte imamo, imamo celo ministrstvo, na katerem ste državna sekretarka za digitalno preobrazbo. Zdaj, z vašega zornega kota, pa tudi glede na vse to, kar smo slišali doslej na okrogli mizi, kaj je pa tisto, kar nam manjka, da bi dejansko lahko iz tega podjedovega suženjstva se odklenili in v bistvu bolje kot drugi izkoristili znanje, ki ga imamo, prosto po gospodu Grobelniku, in v bistvu bili boljši od drugih? Ja, mislim, da je večkrat danes tudi bilo povedano sodelovanje vseh deležnikov v tem ekosistemu. Se pravi, ne sodelujemo dovolj? Jaz mislim, da sodelujemo deloma, ampak recimo pred kratkim sem bila tudi na še enem dogodku, kjer smo naenkrat ugotovili, da nekatere zadeve, ki so gospodarstvenikom smiselne in jih poznajo, raziskovalci jih manj poznajo ali pa obratno. Kar je, moram priznati, me je presenetilo, ker je ogromno dogodkov, ogromno se pogovarjamo, ogromno govorimo o nekih nekih ukrepih, ki se izvajajo. A je mogoče, da se veliko pogovarjamo, ampak se ne razumemo? Ali pa se ne poslušamo dovolj, ja. Ali pa recimo vprašanje, če dovolj se samo pogovarjati. Tako da so določeni mehanizmi postavljeni, ki lahko pomagajo in podjetjem, da naredijo te korake, ki so potrebni, da pripravijo svoje podatke, tisti, ki jih nimajo pripravljene, da tisti, ki jih imajo pripravljene, naredijo tisti korak več naprej. Pa marsikdo ne pozna mogoče takšnih mehanizmov. In smo ugotovili tudi, ko sem sama prišla na ministrstvo, pa moram priznati, sem prišla iz akademske inštitucije, da določenih zadev, ki so bile strani države narejene, nisem poznala. In smo tudi ugotovili, da določene stvari moramo približati končnemu uporabniku.
Ali na nivoju uporabe podatkov, torej kako lahko izkoriščamo določene podatke ali te odprte podatke, ki jih imamo in podobno, ne? Ali pa kot ministrstvo, ki lahko nudimo podporo izvajanju določenih javnih storitev, kar počnemo tudi z različnimi razvitimi orodji in podobno, ali pa na tem strateškem nivoju, kot je bilo povedano tudi, pa se mi zdi zelo pomembno, fokus. Velikokrat, skoraj bogokletno je, če rečem, da si moramo nastaviti prioritete. Ampak vse te imamo, vse jih imamo, vse imamo napisane, ne? Ja, pa ampak pazite, vedno je problem, so finance, vedno problem. Zdaj smo imeli poplave, vemo, da smo ministrstva mogla tudi rezati določen del finančnih sredstev in enostavno pač prioritete se morajo nastaviti znotraj vsakega resorja. Ministrstvo za digitalno preobrazbo ne bo rešilo sveta in ne bo rešilo Slovenije, če ne bomo vsi ostali resorji skupaj sodelovali in ustrezno nastavili prioritet. Mi nimamo toliko finančnih sredstev, da lahko podpremo in gospodarstvo v digitalni preobrazbi in socialo in vse ostale resorje, zdravstvo in ostale. Lahko spodbujamo to, lahko se pogovarjamo, lahko jih poskusimo usmeriti pravilno, ampak prioritete. In velikokrat mi reče, ja, pa prioritete, zakaj? Ker se bojimo, da nekdo bo ostal brez finančnih sredstev, nekdo, ki je mogoče dolgo časa imel nek prihodek iz tega naslova, ampak kot država, kot majhna Slovenija, o kateri govorimo, kot država, ki imamo omejene finančne vire, moramo jasno nastaviti prioritete. To predvsem govorim iz stališča recimo umetne inteligence, razvoja ukrepov, ki jih predvidevamo na tem področju. Enostavno si moramo naliti čistega vina in reči, če je to prioriteta v državi, ena izmed prioritet, potem tudi zadostna finančna sredstva temu moramo nameniti. Ja, gospod Frangež, imeli ste res dinamičen, zanimiv uvodni nagovor, ne, in človek se na koncu seveda logično vpraša, ok, sej vam je bolj ali manj vse jasno, čem je problem, zakaj tega ne naredite, zakaj recimo, kot je rekla gospa Kelvišar, še vedno čakajo v gospodarstvu na ustrezne razpise, ki bi jim omogočili ta zeleni prehod in digitalno transformacijo. Čem je problem? Da smo v kletki, že danes, v kletki obstoječih vzorcev, obstoječega načina razmišljanja, postavljenih stvari, postavljenih politik, obstoječega modusa operandi. Ampak če prav razumem, sej vi imate v bistvu enega izmed ključev te kletke, če prav razumem. Ja, zdaj, zakonitost kletke je, da ima običajno ključ vedno tisti, ki je zunaj kletke, ne. Ampak, ja, gotovo prvič ne samo povezanost, ampak tudi naštelanost, če mi je dovoljeno to kot Štajercu. Zdaj ste prišli že na take nemške izraze, ne? Fajn je, da se seveda med sabo poznamo, da obstajajo ti ekosistemi in jaz mislim, da je Slovenija naredila en velikanski korak v minulem desetletju, ko je formirala pravzaprav te ekosisteme. Ali so to SRIP-i, je to vesoljski sektor, na mnogih področjih, ne nazadnje tudi na čipih, AI-ov in tako naprej, takšni ekosistemi obstajajo. Je pa dejstvo, da zdaj potrebuje ustrezne upgrade. In Aida, mimogrede, midva govoriva o teh dilemah in jih bom danes izpostavil tudi javno. Seveda gre za vprašanje prioritet. Prej sem omenjal razmerja med evropskim, ameriškim in kitajskim gospodarstvom. Mi smo zdaj spet na poti v tem, da bomo bolj varčevali kot vlagali v obdobju, ko nesporno in ne nazadnje ta mednarodni benchmarking, spet se opravičujem za tujko, nam jasno kaže, ne, ker kaj je počelo ameriško gospodarstvo v zadnjih 10 letih, v zadnjih 15 letih od izbruha krize. Veliko je vlagalo v svoje inovacije in razvoj. Tesla je neposreden produkt teh vlaganj. Za Kitajsko v resnici ljubo niti ne vemo natančno, kako vse subvencijsko spodbuja svoje gospodarstvo. Mi v Evropi pa spet zatekujemo pas. In na ta način ne bomo ohranjali dinamike. Kaj šele
da bi nadoknadili ta 30-odstotni razkorak, ki ga imamo v razmerju do ameriškega gospodarstva in dejstva, da od tam prihajajo vsi ti visokotehnološki velikani, ki danes odlično obvladujejo naše podatke. Zdaj hočete v bistvu povedati, da ključi so izven slovenske kletke, recimo... Ne, veliko ključev imamo tudi v svojih rokah ja. In bom izpostavil enega neposrednega, in kar je zvezano z neposredno našimi odločitvami v prihodnjih mesecih. Sedaj, ko zaganjamo novo generacijo kohezijske politike. Zdaj, v prejšnjem tednu je bilo nekaj medijskih objav v 44 milijonih evrov subvencij praktično velikim prejemnikom iz razpisov iz načrta za okrevanje in odpornost. To so digitalizacijski projekti velikih podjetij praviloma, ki so zgradili določene konzorcije z manjšimi. Vsi ti projekti so bili ocenjeni strani zunanjih evalvatorjev. Ampak veste, jaz vem, da bodo ti projekti za vsa ta podjetja predstavljala eno velikansko prednost. Tisto, kar pa me vedno znova kot državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo vznemirja, je, ali bomo z tem, z vlaganjem javnih sredstev dejansko spremenili sliko, ali bomo spremenili slovensko gospodarsko krajino. In mi imamo 15,6 milijonov evrov kohezijskih sredstev za celotno kohezijsko obdobje, zato da podpremo digitalizacijo v gospodarstvu. In tu je resna dilema. Ali bomo teh 15,6 milijona evrov, oprostite, razbili na mali milijon delčkov, recimo voucheri za to, da si postavite spletno trgovino, vemo, da je bilo to predvsem moderno v Sloveniji, ali bomo skušali usmerjati ta sredstva ne v digitalizacijo in fine tuning, spet se opravičujem, to ste že drugič danes rekli, v tehnoloških in drugih poslovnih procesih v podjetjih, ampak ali bomo ta relativno majhen denar namenili temu, da kombiniran z recimo kakim blendingom povratnih virov rečemo, okej, tukaj je recimo nekaj 10 milijonov evrov denarja, od tega 15,6 milijonov nepovratnega, ki ga namenjamo za to, da slovenski IT ekosistemi, bodi si na Štefanu, bodi si v neki garaži v Zgornji Selnici, razvijajo globalni prebojni produkt, ki lahko spremeni globalne zakonitosti. Eto, to je dilema. Razbiti ta denar na veliko majhnih kosov, ki ne bodo ustvarili velike spremembe, ali staviti na to, da neki genialni umi v Sloveniji, jaz absolutno vem, da jih imamo, hvala Marko Grobelnik, lahko razvijajo nekaj prebojnega, kar bo spremenilo zakonitosti in karakter slovenske ekonomije. Ampak če gremo v ustvarjanju poslovne vrednosti, me zanima vaš komentar, gospa Lončar. Pa seveda, gospa Klevišar, če je to, kar zdaj že 2 leti pričakujete. Jaz bi dodala nekaj, ko poslušam te debate in že dolgo sem v poslovnem svetu, v tej tehnološki sferi. Tisto, o čemer smo slišali prej tudi od kolegice iz Gartnerja, vizija. Mogoče nam v Sloveniji manjka prvič ambicij in drugič vizije. Neke ambiciozne vizije, kaj želimo, ki bi jim morali v bistvu slediti tudi politiki, nam pa se v bistvu tudi ob spremembah vlad dogajajo potem zelo kratkoročno zastavljanje nekih kratkoročnih ciljev, definiranje nekih področij, kjer želimo biti, zdaj smo govorili o zdravstvu, o energetiki, namesto da bi govorili o viziji, kam želimo kot Slovenija in si s to vizijo, z novimi tehnologijami, z drugačnimi pristopi urediti tudi zdravstvo, energetiko in ostala področja, izobraževanje, mislim, da bi bilo veliko boljše in lažje potem tudi ob vseh spremembah, ki se nam dogajajo, da je to osnovni izziv, ki ga imamo. Zdaj, ko ste omenili vizijo, obstaja en zelo zanimiv, pa nemški originalno, ne pregovor, ampak rek, Helmut Schmidt si ga je priredil, oziroma ga je posvojil, čeprav ni zrasel na njegovem zelniku menda, ko gre za politiko, nekdo, ki govori o vizijah, ta mora nujno k zdravniku. Zdaj, domnevam, da je... Ni bil Helmut Schmidt, Franz Vrnicki, Avstrija. Franz Vrnicki je povzemal Helmuta Schmidta, Helmut Schmidt je pa povzemal nekoga, ki ga je pozabil. Ampak ni veze, nima veze. Helmut je bil prej, pol je bil pa Franz. Ne, ampak, gospa Klevišar,
v redu, pač ta pristop oziroma ta dilema odločevalcev, ki smo jo slišali, ko gre recimo za ta nepovratna sredstva. Je to, kar recimo pričakujete? Torej, jaz sem prepričana, da 15,6 milijonov, ki je bilo omenjenih, je odločno premalo. To je nek drobiž in če tako razumemo, da bo strategija bodočega razvoja temeljila na digitalizaciji Slovenije s 15 milijonov evrov, potem jaz mislim, da razumemo popolnoma narobe. Torej, moramo razmisliti, kje bomo ta fokus oziroma denar, resurse, iz kje vse dobili. Pričakujemo, da se bo država na ta način tudi obnašala, se pravi, da bo ona tudi svoje procese digitalizirala, da bomo mi vsi imeli od tega nekaj in seveda tudi podjetja, če bomo videli, da imamo te priložnosti v razvoju, da nas država podpre, bomo toliko lažje v to šli in iz naših izkušenj, iz projekta, ki smo ga mi naredili, jaz lahko res povem, da se dodana vrednost poveča, da rezultati so, da je pa potrebno ogromno lastnega angažiranja. Daleč od tega, da mi pričakujemo samo od države, kaj nam bo ona dala. Država nam bo dala samo kost. Vse drugo bomo mi morali narediti sami, narediti bodo morali naši ljudje. Ogromno je enega denarja, tudi seveda povratnega ali pa kakorkoli, iz kje ga bomo vzeli, katerega bomo v to investirali. Jaz sem pravim, da je premalo povezave med to vizijo, strategijo in akcijo. Torej vsi resursi, mislim vsi, pač resursi in naše aktivnosti morajo podpirati to, kar govorimo. Tako. Ker zdaj, ne mislim, da država potrebuje odvetnika, ampak zdaj seveda pač to, kar ste rekli, saj ni vse odvisno od države. Od države v bistvu pričakujemo nek okvir, da je varna, navsezadnje recimo tudi protipoplavna varna, glede na to, da živimo v svetu poplav in Slovenija je tukaj izjemno ogrožena, da pač poskrbi za dober izobraževalni sistem. Tu je gospod Grobelnik rekel, da seveda pri računalništvu so težave, se pravi, da v bistvu pusti gospodarstvu, da se lahko preobrazi, da lahko zadiha. Eno vprašanje, doktor Podjed, ker je pač govor, in to je tudi gospa Nahtigal rekla na začetku, o računalništvu v šolah. Vse je v redu, sliši se logično, ampak glede na to, da pa tudi to, kar smo slišali, zanimiva je geneza besed podatek v slovenščini, se pravi, to je v bistvu neko dejstvo, ki ga lahko računalnik obdela. Informacija je pa seveda en korak naprej, to je pa že interpretiran, razložen, v nek kontekst umeščen podatek. Mar nam v bistvu v izobraževalnem sistemu in tudi na splošno v bistvu ne primanjkuje neračunalniškega znanja, to je pač bi moralo biti osnova, predvsem sposobnost interpretacije, se pravi na osnovi kakovostnih podatkov, v bistvu ta naša naravna pamet, sposobnost interpretacije in da je v tem v bistvu bi morala biti naša osnovna prednost. In kako to doseči, kako na to gledate kot antropolog? No, najprej glede tega, da v šolah nimamo računalništva, to je meni res skrajno čudno. Če jaz sem imel računalništvo v šoli, in to celo v osnovni šoli kot krožek in pa v srednji šoli kot obvezni predmet. Kam je računalništvo izgubilo? Verjetno še v času, ko ste imeli, pa se sva imela oba, samo upravljanje s temeljnim marksizmom. Ja, pa imela sva tudi ZX Spectrum, ki sva ga pritihotapila iz, moji starši mislim, da iz Italije, pa potem Commodore in tako naprej. Moji iz Avstrije, ok, v redu. No, ampak takrat smo se začeli otroci, jaz sem dobil svoj prvi računalnik pri 9 letih, ZX Spectrum z 48 kilobajti delovnega spomina. Takrat sem pač... Toliko časa ste že zaklet. Tako, ja. Pa ne v suženstvu zaklet, ampak pač odvisen od tehnologij, če dalje bolj. Ampak te tehnologije so zaklenjene, tiste pa niso bile. Jaz sem tam pač v Basicu programiral. Pri 9 letih sem se naučil programirati v Basicu in sem ta računalnik obvladal. Prva stvar, ki sem jo naredil, sem ga seveda razšraufal, zato ker me je zanimalo, kaj je noter. Te naprave ne morete več razšraufati, to je črna skrinjica. Mi ne vemo, kaj gre noter, kaj pride ven in kaj sploh noter je.
Kdo nas potem sledi? Kdo je na drugi strani? Tega ne vemo in zato moramo nujno uvesti v šole računalništvo, informatiko, pa to so, mislim, osnove, temelji današnjega življenja, da vemo, v kakem svetu živimo. To je prva stvar. Druga stvar povezana z ChatGPT-jem in besedami in tem pa so dileme, ali naj si učenci, študentje pomagajo s tem orodjem. Ja, pa se druge možnosti sploh ni. Mislim, zdaj imamo dileme recimo na ocenjevalnih panelih in podobno projektnih predlogov, ali jih je res ustvaril človek, ali jih je ustvarila umetna inteligenca. Vseeno, tam je spodaj podpisan človek, on stoji za besedami, ki so tam zapisane in dajmo si pomagati z orodji, ki so nam na voljo za to, da delamo manj, da generiramo neke brezvezne floskule za projektne predloge v 1 uri, pa jih seveda potem popilimo, namesto da za to porabimo tedne, mesece. Ne vem, zakaj bi bilo tako delo boljše, bolj kakovostno, ampak tega se je seveda treba naučiti, kako smiselno uporabljati to vrstna orodja. Mimogrede, prej je gospa govorila, zakaj je leta 2022 postal ChatGPT najpopularnejše orodje kadarkoli. Jaz niti ne mislim, da je to zaradi tehnološko orodje. Ne mislim, da je to zaradi sposobnosti pisanja projektnih predlogov. Jaz mislim, da je zaradi nečesa drugega, zaradi besede chat. Kaj pomeni GPT, ne vem, a kdorkoli ve tule v dvorani, če lahko dvignete roko, kaj pomeni kratica GPT. Jaz mislim, da gospod Grobelnik zagotovo to ve. No, gospod Grobelnik ve, ampak vsi pa vemo, kaj je chat. In to smo ljudje potrebovali. Končno smo dobili orodje, s katerim lahko v neskončnost klepetamo. Nekoč smo imeli duhovnika, ki ste mu zaupali svoje skrbi, psihoterapeuta, frizerko, prijatelja. Zdaj pa ste končno dobili orodje, ki lahko noč in dan odgovarja na vaša bolj ali manj nesmiselna vprašanja. Vprašanja so bila že pri Googlu pogosto izjemno bedasta. In ljudje so vseeno spraševali, moški konkretno, nadpovprečno pogosto vprašanje za Google je bilo, ali je moj penis dovolj velik. Brez kakršnihkoli kvantitativnih merilnikov, ki bi nam vrnili kakršenkoli smiselni odgovor, ker je šlo seveda samo za odgovor, seveda je. In to je to, kar ljudje potrebujemo. Nekoga, ki lahko končno klepetamo z njim. In pazite, ko sem pa jaz ugotovil, da moja žena, tudi uporablja to orodje pri delu. In da zastavlja isto vprašanje. Ne to, ni zastavljala tega vprašanja, ampak veste, kaj je rekla? Dobila je nek res dober odgovor od ChatGPT-ja in mu je rekla, ljubim te. Mene je pa to zabolel. Jaz mislim, da se to orodje sploh ne bi smeli imenovati ChatGPT, to bi moral biti CheatGPT. Ona me vara z umetno inteligenco in jaz mislim, da naša prihodnost bi znala biti podobna tisti kot iz filma Her, ko se glavni junak zaljubi v operacijski sistem. Glas Scarlett Johansson, mimogrede, ne? Ampak jaz mislim, da je ogromno emocij tu in zato jaz mislim, da se je ogromno ljudi odločili za to vrstno orodje, ker to potrebujemo ljudje. A veste, ne samo fakte, ki nam jih daje neka tehnologija, potrebujemo nekoga, s komer klepetamo. In to je tisto, kar je pri umetni inteligenci čudovito. To sploh ni inteligenca. Najčudovitejše je to, da nam daje vtis, da nas nekdo posluša in sočustvuje z nami. Dobro, gospod Podjed, marsikaj ste navrgli. Zdaj po komunizmu ste začeli omenjati še duhovnike, ok, v redu. Pustimo, gospod Grobelnik, ampak če zdaj gremo vendarle, preden damo morda možnost tudi za odzive občinstva, s čimer se ukvarjate tudi je regulacija. Zdaj, kakšno prednost oziroma priložnost za Slovenijo kot okolje, za slovenska podjetja prinaša regulacija zlasti na način, kot se je lotevamo v Evropi? Ker tudi to smo slišali, v bistvu regulacija bo igrala zelo pomembno vlogo pri nekem razvoju. Ja, regulacija pravzaprav, ne vem, če daje kakšno posebno prednost Sloveniji, zares. Pač to je regulacija, glejte, umetna inteligenca presega, področje umetne inteligence presega Slovenijo, to je globalna tema. In regulacija nas proba nekako zavarovati pred scenariji, ki si jih ne želimo, recimo.
recimo, če tako po domač povedati, sej umetna inteligenca pretežno dela dobre stvari, ne. Se pa lahko pojavi, ne vem, gnilo jabolko, ki pa pač zastrupi preostanek ekosistema, no in ta regulacija pravzaprav nič drugega proba omejiti prostor do te mere, zato da ta gnila jabolka zadosti zgodaj detektiramo, da ne bo problemov. Čeprav, glede, regulacija se pravim, mi Slovenci zelo aktivno sodelujemo pri tej evropski regulaciji, pa na nivoju UNESCO, OECD-ja, ne vem, Sveta Evrope in tako naprej, tako izrazito prispevamo, vidimo besede, ki so jih Slovenci napisali na pomembnih točkah, ne, in tudi razmisleki, ne. Tako da na tej strani smo v redu. Mislim, da je to presega dejansko regulacijo samo slovenski prostor, ne. Kar je prav, no. Zdaj pa regulacija pomeni zdaj tam, kjer se varujemo od umetne inteligence. Zdaj pa tista regulacija, ki pa smo se prej že pogovarjali, Dan Mingede, hvala za tole pesem, ne, to je na vseh panelih, kadar sva sodelovala, mislim, da je to najlepši košček bil. A to pomeni, da je to v bistvu edina pesem, ki jo zna na pamet, če jo večkrat... Ne, še ono od Prešerna Kamka je kratka, ne. To smo v času šol se učili, ne, se hecam. No, torej, to je ta del regulacije, ne, ki omejuje, ne. Tisto regulacijo, ki mi zares rabimo, je regulacija, ki sprošča, ne. Namreč, ena težava pri tej regulaciji je to, da pač živimo v demokraciji in pač cel proces je nastavljen na to, da gre nekje v tempu, relativno počasnem tempu, zato da ne pride do anomalij, torej da imamo konsens, da se vsi nekako sporazumemo in tako naprej. No, zdaj to, kar se je pa zgodilo, je pa ta razvoj umetne inteligence se je pa tako pospešil, ne, da enostavno te demokratični procesi ne sledijo več, ampak to sploh ni hec, ne sledijo in bi rekel zdaj te, torej lahko si mislite, kje je prišlo do regulacije najprej, na Kitajskem. Ja, logično, kjer je tudi zelo dosledno izvajajo. 15. avgusta, zelo prijazna regulacija v resnici za Kitajce, ja. Zelo praktična, zelo usmerjena v globalno kompetitivnost, sploh ni hec, torej zares. Preberite si, niti dolga ni. Ampak s kakšnimi zelo ideološkimi algoritmi? Ne. Če narediš napako, imaš časa 3 mesece, da jo popraviš in to je to. Res pa moraš biti nekako, ti mora biti dovoljeno, moraš biti pripuščen, kot bi se rekli pri nas, da lahko delaš to, ne vem, generativno umetno inteligenco. Torej, Kitajci so bili 15. avgusta, Američani so bili zelo kmalu kasneje, ampak ne po demokratični poti, ampak so... S predsedniškim dekretom, ne? Predsedniški dekret je bil 10 dni nazaj, polet je pa v bistvu Biden povabil 7 največjih podjetij, so si dali roke, so rekli, no, si bomo zaupali, vi se boste lepo obnašali, mi bomo pa tudi prijazni. In to je, bi rekel, korak, Kanada je pa to ponovila še kasneje, ne. Torej, v bistvu zato, da so nekako ujeli sploh ritem razvoja, ne, so enostavno rekli, dajmo si zaupati, ker bo veliko lažje, kot pa če bomo se probali omejevati. Če se ne bomo streljali v koleno. Streljali v koleno, no, to je pa ta drugi del regulacije, ki sem hotel reči, mi si moramo, vse države si trudijo pravzaprav odpreti ventile, zato da bojo lahko v bistvu kompetitivne sploh v tem prostoru, ne. To, kar moramo vedeti, torej, kjer revolucije smo v življenju take tehnološke doživeli. Splet, verjetno, prej je bilo omenjen še iPhone, mislim, da je bilo pomembno, ampak spet ne toliko, ne. Ta revolucija, ki se dogaja ravno kar, medtem ko se pogovarjamo, torej ravno zdaj, naslednji teden bo 1 leto, odkar je ChatGPT prišel ven, morda bomo še 3. revolucijo doživeli v naših življenjih, ne vem, kvantno računalništvo, ki bo tudi zelo pomemben korak, no, ampak moramo se zavedati, da ravno kar se dogaja to pred nami, ne. In če to ignoriramo, čez nekaj časa ne bomo mogli ignorirati. Jaz se spomnim, ko se je splet pojavil tam leta 1993, kako so ljudje, celo na univerzi, profesorji rekli,
to je lepa igrača, moda, se bo minil. Ne? In to so trdili nekaj let, potem je bila pač tišina in so se lepo priključili na vlak. Tukaj se bo podobno dogajalo, oziroma se že dogaja, celo malo hitreje. Torej, ta prav tsunami šele prihaja. Ne? Če pokomentiram recimo tole gospod iz Gartnerja, ne? Je lepo kazala, generativna umetna inteligenca je na vrhu tega hype cycla, no? Da ne bom to šel prevajati. Torej, to je samo ta moment. Čez eno leto bo drug tip umetne inteligence na vrhu. Ne? Torej, ta generativna inteligenca kot pa ChatGPT, pa te stvari bojo šle v standardno infrastrukturno uporabo. Ne? Nove stvari prihajajo. Ne? Torej, ni konc sveta ChatGPT, to je šele začetek. Ne? In ne smemo se zdaj pogovarjati, a zdaj to je ali ni. Dan je dobro povedal, ne smemo se spraševati, a to uporabljati v izobraževanju ali ne. Seveda, jasno, ampak moramo pa tudi vedeti, da prihajajo še nove stvari, ki mogoče ta moment ne izgledajo, ker smo vsi zaslepljeni, kot mi tlele na odru s temi lučmi, smo zaslepljeni s ChatGPT-jem, ampak v pripravi že cel kup novih stvari, ki jih, ne vem, kakšni od vas morda gledali točno pred enim tednom zvečer, ponedeljek, je bila nova najava OpenAI-ja, pa zapravo je bila najava nove umetne inteligence tam. To je šlo čist mimo večine ljudi, ampak tam je bil najavljen v bistvu nova faza umetne inteligence. Zelo pomembno. Da ne bom predolg, lahko bi potrošil do konca še 15 minut, ampak jih ne bom. Najlepša hvala. Še komentar, mislim, da gospe Lončar pa gospoda Podjeda. A boste vi najprej tovariš Podjed? Hvala, ker sva se spet vrnila v tiste stare čase. Ko že ravno omenjate tovariše, socializem, komunizem, mogoče se spomniti velja tudi nekega gesla, ki je takrat veljalo, če se ga še spomnite, nič nas ne sme presenetiti, NNNP. Mogoče tudi to, ampak gre v bistvu za spet isti čas. Pač preseneti nas lahko marsikaj in pripravljeni moramo biti na najbolj nenavadne, najbolj čudne nesreče, ki se lahko zgodijo zaradi razvoja umetne inteligence. In to ne bojo nesreče tipa tiste, ki se je zgodila v Bopalu ali pa v Černobilu, ko je v fizičnem prostoru nekaj eksplodiralo, ampak se lahko zgodi tak Černobil povsod po svetu naenkrat zaradi neke napake, ki je bila v sistemu. Tako kot smo pričakovali milenijskega hrošča, če se spomnite, in se ga bali, pa se ni zgodilo takrat pravzaprav nič. No, ampak v prihodnosti, ki bo še bolj digitalizirana, do leta 2025 bo na tem planetu, pazite, 75 milijard pametnih naprav, pa približno 8 milijard bolj ali manj pametnih ljudi. Torej, če bomo sobivali z več in več in več pametnimi napravami in če se bodo vse te zaradi neke napake v sistemu odločile narediti nekaj nenavadnega, lahko pride do neke globalne katastrofe. Res nočem biti zdaj tu katastrofičen, pa svariti, ustavimo razvoj tehnologij, kje pa, samo dajmo se pripraviti, dajmo vnaprej razmišljati, do kakšnih napak lahko pride, dajmo pri razvoju razmišljati, kako testirati tehnologije, da bodo čim bolj varne, zato da konec koncev preživimo kot človeška vrsta. Ne bo tudi to naš skupni cilj. Dobro, gospa Lončar, vi ste se želeli nekaj, potem pa vprašanje iz občinstva, če bodo. Mogoče tudi Gartner omenja ravno to podcenjevanje umetne inteligence, ki je vidna tudi v Evropi v tem trenutku, ni na top rizikih identificiranih v Evropi, medtem ko se kot taka pojavlja v drugih delih sveta. Bi rekla, to je eden od naših največjih rizikov, ampak jaz bi kljub vsemu bila pozitivna, ker poskušam razmišljati o temu. Dobro, da nismo več v covidnem času, če bi rekli, sem pozitivna, bi to razumeli drugače. Tudi mogoče pač delujem v nekem industrijskem okolju, mislim, da tudi Slovenija, ko se sprašujemo, kje je naše mesto v razvoju umetne inteligence, verjetno tam, kjer smo že zdaj prisotni, kjer smo močni, mogoče, če pogledam samo firmo, v kateri delam sama, Siemens je prisoten v proizvodnji, ima vizijo in mislim, brez vizije ne veš, kam greš. In za Siemens je naprimer to, ne vem, industrijski metavers z uporabo umetne inteligence, lahko to še pospešimo.
V Sloveniji mislim, da in ravno to domensko znanje, ki ga v Evropi imamo, ne, veliko specifičnih znanj na določenih področjih, zaenkrat pa mogoče me lahko gospod Grobelnik, videli bomo, kam bo šel razvoj umetne inteligence, zaenkrat tisti zadnji procenti v bistvu umetni inteligenci še vedno manjkajo. Nam pa manjka v bistvu strokovnjakov tudi, inženirjev. Tle si lahko seveda pomagamo z umetno inteligenco, moramo jo produktivno uporabljati v proizvodnji. Imamo premalo ljudi, ampak tisti bodo morali biti vedno boljši. Zato poudarjam predvsem to, ne, da edukacija, izobraževanje je izjemno pomembno. Pripravljanje na to, reskilling, upskilling, se opravičujem za nadgradnja kompetenc, ampak vsi uporabljamo vedno bolj te, ne, nadgradnja teh kompetenc je mogoče tisto, kar je najpomembnejše v tem trenutku, da bomo imeli primerne kompetence, da bomo sploh razumeli, kje se lahko pozicioniramo v tej bitki. Dobro, in če nadaljujemo v tem slogu, upam, da niste preveč šaj za kakšen statement iz občinstva. Zdaj slabo vas vidimo, ker so pač reflektorji usmerjeni v nas, a bi kdo želel kaj vprašati, kaj povedati. Imamo tudi hostesnika, se reče po slovensko. Ja, prvi vrsti je gospod, ki zdaj dobiva mikrofon. Imamo glas, imamo. Boštjan Mešič, Kontron. Imam eno vprašanje, oziroma prosil bi za mnenje, predvsem tiste, ki ste mogoče bolj povezani z regulativo, oziroma jo bolje poznate. Občutek imam, in to smo se tudi zadnjič na ZIT-u pogovarjali, na upravnem odboru, da Evropa nekako drvi v tisto pretirano regulacijo oziroma overregulated. Recimo Marko je danes povedal, da recimo Amerika, Kitajska, Kanada relativno hitro sprejemajo te akte, verjetno zelo pragmatično, razumljivo. Evropa pa štanca te akte enega za drugim in enostaven, recimo tudi ponudniki rešitev, nekdo, ki se ukvarja z upravljanjem in rabo podatkov v aplikacijah, enostaven danes ne ve več, kaj sme, kaj ne sme, oziroma bi mogel imeti ekipo odvetnikov, preden sploh začne razvijati. Kaj recimo v tem mislite? Če na hitro odgovorim, mogoče dobra novica, ne, za ta tip razmišljanja, slaba novica, pa morda za Evropo, ne vem. V petek je bila, v bistvu se je zgodil upor, ne, upor Francije in Nemčije, ki v taki formi nočeta sprejeti ta AI Act, ne, zato, ker hočeta zaščititi svojo industrijo. Pač Nemci imajo nekaj, Francozi imajo nekaj in ta AI Act je preomejujoč. Danes je nadaljevanje te debate, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Če se danes ne dogovorijo, pravzaprav AI Act ne da pade, ampak se hudo zakasni v novo predsedovanje. Originalni plan je bil, da bo zaključena debata do konca leta pod španskim predsedovanjem. Če gre zdaj v naslednjo predsedovanje v Belgiji, lahko vse narobe, obstaja pa tudi rizik, da se hudo lahko zakasni. No, to je novica iz čist sveža, ne. Jaz mislim, da je kljub vsemu v Evropi še precej razumevanja, zakaj gre. Je pa res, da je en tak, poglejte, Evropa je prva začela s tem procesom regulacije in mi smo bili precej zraven pri teh debatah. Ja, veliko nerazumevanja je bilo, skoraj je že izgledalo, da bo vse dobro narejen leta novembra 2022, ne, no, pa se pa ChatGPT pojavil in je podrl veliko teh razmislekov, ne, in prinesel nove, bi rekel, izzive in seveda so veliko debat se je začeli na novo. No, tako da ne bom predolg, ampak to je realno stanje, torej po današnjem dnevu se bo, ali pa po današnji noči, ne, ponavadi grejo zelo pozno v noč, te stvari bo predvsej jasno, kam bo ta stvar šla, ne. Je pa prvič, da vidim, da se je tak upor zgodil dveh pomembnih držav, da zaščiti svojo industrijo. Zanimivo. Še gospa... Jaz bi samo dodala, da se mi zdi prav, da se regulacija izvede seveda na pravi način in mislim, da so zametki v AI Actu ta pravi, da
da v bistvu ne reguliramo umetne inteligence. Jaz moram priznati, da zdaj v enem trenutku zgodba tukaj je šla preveč za moje pojme, ker priznam, sem inženerka, preveč mogoče tehnično gledam zadeve, ampak v zgodbo govorimo o umetni inteligenci, nekaj nadnaravnega, drugačnega, nekdo je to, ne. Pač to so algoritmi, ki jih mi ustvarjamo, ne. Ljudje ustvarjamo te algoritme, ne. In daleč od tega, da je to nekaj, kar zdaj samo od sebe funkcionira in deluje in da smo v teh zgodbah niti približno. Je pa prav, seveda, da dosežemo nivo etične uporabe umetne inteligence, je prav, da regulacijo nastavimo na način usmerjen v uporabo. Torej ne regulirati umetne inteligence, tehnologije per se. Jaz se spomnim tudi trenutka, ko je prišlo ko je ChatGPT nastal oziroma nekako je prišlo v javnost in naenkrat so eminentni ljudje omenjali zgodbo o ustavitvi razvoja, raziskav celo ustavitvi. Ne, absolutno ne. Za namene raziskav je potrebno delati naprej, moramo ugotoviti, moramo pa regulirati tisti del, kjer vemo, da obstajajo izzivi in poiskati prave načine. In pravi način je, da pogledamo, kje imamo največje tveganje za zasebnost človeka, torej za človeka kot takega, pri uporabi. Se pravi, uporaba umetne inteligence v nek namen in tam regulirati. In seveda ChatGPT kot generativna umetna inteligenca seveda je v posebni kategoriji in je prišlo do te nadgradnje potem. Ampak jaz mislim, da bi slabo bilo, če bi se podaljšala zgodba, če ne bi imeli ene take regulative čim prej postavljene. Ampak Evropa je kontinent kompromisa, kar na vse zadnje na koncu niti ni tako slabo in je morda lahko celo ena primerjalna prednost pred drugimi. Še morda, ja, tukaj vidimo enega gospoda, ki dviga roko, potem bomo pa zaključili, ker pa potrebujete tudi odmor. Aha, ja, pa še gospod Zorko. Matej Kranjc, Dars, direktor projektov. Pa nimam veze z gospodom RS. Rad bi en vprašanje za gospod državno sekretarko pa državnega sekretarja. Mi se srečujemo pri projektih, kot je digitalna vinjeta, kjer imamo enega najbolj naprednih sistemov za nadzor v Evropi, kar nam priznavajo kolegi, kjer tudi uporabljamo umetno inteligenco, ampak se srečujemo s pragozdom državne regulative, ki je med seboj nasprotujoča si, kjer se posamezni organi ne morejo med sabo zmeniti. Kaj delate na tem, da boste to izboljšali? Ker mislim, da se to tudi navezuje na ta vprašanje mojega predhodnika, ker mislim, da ni dobil čisto odgovora. Kaj se dogaja za to, da bo to bolj enostavno? Hvala. Skratka, ja, pa še gospod Zorko se bo navezal, ali kako bi človek rekel. Samo mikrofon mora priti v fizični obliki, tako. Evo, jaz pa sam nadaljujem vprašanje, kdaj bo država te tehnologije, pa stvari, o katerih govorimo, začela uporabljati za to, da bo ratala učinkovita pa odzivna. Kar pomeni, ne govorimo o projektih, če za en projekt rabimo leta, če za eno regulacijo rabimo leta, a te stvari lahko pravzaprav v firmah za uporabo te tehnologije naredimo v minutah. Zakaj? Dobro, se pravi, govorimo o neke vrste simboličnem izsekavanju pragozda regulacij v Sloveniji, gospod Frangež. Zdaj, vprašanje gospoda iz Darsa je precej širše in ja, to je del kletke. Zatečeno stanje, 800 plus zakonov, 17.000 podzakonskih predpisov, na vse to pa se še navezuje celotni evropski pravni red. Na mnogih področjih bi bil potreben reset, da sisteme postavimo na novo. Je pa to velikanski reformni zalogaj. Jaz si ne želim reformnim ambicijam odpovedovati, ker mislim, da imamo relativno skromno odmerjeno, odprto časovno okno, v katerem moramo opraviti velikanske transformacijske procese v naši ekonomiji, v naši družbi in v državi. Zakaj ne vpeljujemo teh procesov dovolj aktivno v državi? Naj povem tako, vidim celo vrsto področij, pa dal bom primer
recimo tega, kar delajo kolegi na Ministrstvu za naravne vire in prostor oziroma na Geodetski upravi Republike Slovenije, ker imamo mi kot Ministrstvo za gospodarstvo vedno mer težavo z dolgotrajnimi postopki pridobivanja okoljskih, gradbenih in drugih dovoljenj. Tam se zdaj dogaja proces torej zbiranja podatkov, organiziranih v različne layerje. Eno je e-prostor, e-vode, e-narava, skratka splet različnih layerjev vseh relevantnih okoljskih podatkov. In ko bomo enkrat imeli te podatke kakovostno zbrane, potrebujemo samo še pilotski projekt tega, da umetna inteligenca, ustrezni algoritmi te podatke obdelajo in vam namesto v nekaj letih na podlagi zbranih, relevantnih, kredibilnih informacij, ki jih imamo zajete v podatkih, sestavi gradbeno dovoljenje. Ne v nekaj letih, pač pa morda v nekaj minutah. Verjetno bo človeški faktor še vedno moral preveriti te procese. Da, umetna inteligenca je torej tudi velikanski izziv za državo, da pospeši procese. In mimogrede, tukaj ne govorimo, digitalizacija ni vprašanje uporabe drugačne tehnologije. Digitalizacija je vprašanje redizajniranja procesov za to, da obstoječe vire uporabimo na bistveno učinkovitejši način. In država, tukaj pa vidim nekaj zgledov tudi v tem ekosistemu, mora tukaj nastopati na nek način kot naročnik, ker te storitve potrebuje, posredno pa tudi kot generator razvoja novih produktov, ki jih lahko naša IT industrija ponudi kot globalne rešitve za globalni trg. Se pravi, če sem prav razumel, odgovor je bo nekoč. Glejte, če smem samo se navezati na tisto, kar je gospa Marta povedala, ker se absolutno strinjam, mi danes potrebujemo vlaganje in imate prav 15,6 milijonov evrov za te namene, je obupno malo. Mi potrebujemo spoznanje, da smo pred takšnimi izzivi, ki zahtevajo velikanska vlaganja in ta družba jih zmore, mora pa imeti za to organiziran tudi politični proces, prioritete, kot je dejala Ida, in politične odločitve. Dobro, še... Jaz bi samo še dopolnila, da moram priznati, ena mojih frustracij v tem enem letu, odkar sem na tej funkciji, ravno to, kot novo ministrstvo nimamo pravnih podlag za skoraj nič na tem svetu. Tako zelo preprosto povedano. In seveda pripravljamo svoj nov zakon, ki bi horizontalno pokril zgodbo digitalne preobrazbe, da lahko določene zadeve izvedemo. Ne pravim. Res je, da mogoče MGTŠ ima pravno podlago za poseg recimo v gospodarstvo, mi ne smemo ničesar narediti na tem. Ne še. Sicer ne še. Ampak, hočem reči, ogromno je zadev, tudi da se navežem na to, zakaj se ne uporabljajo. Za moje pojme izjemno počasni postopki. Spet sem prišla, moram priznati, mogoče kot ena anekdota, sem polna zagona, rekla možu, evo, se lotim tega izziva, pa me je pogledal pa je rekel, da ne misliš, da boš kaj dosti lahko naredila. Pa sem ga gledala, sem rekla, dobro, pesimist, jaz kot optimistka. Eni bi rekli moder mož. In prihajamo počasi v to spoznanje, da spet prioritete in fokus, ker ugotavljam, da pač določenih zadev se ne da spremeniti, mogoče pa so določeni in imaš določene sogovornike, s katerimi se pa da zadeve narediti in premakniti. Tako da absolutno vsega, kar ste navedli, vprašanje, če lahko jaz karkoli naredim na tem področju, lahko pa v tem mikrosvetu Ministrstva za digitalno preobrazbo določene zadeve delamo. In imamo določena tudi orodja, ki delujejo in jih podpirajo algoritmi, recimo strojnega učenja, imamo poslovno-inteligenčni sistem skrinja s podatkovnim skladiščem, ker imamo zbrane podatke iz javne uprave in podobno za sprejemanje, hitrejše sprejemanje odločitev in tako naprej. Tako da jaz upam, da vsi ti sistemi, ki so bili v zadnjih letih tudi razviti, da bodo pripomogli k temu, da bomo pohitrili določene procese. To je ena taka... Obljubiti pa ne vem. Ena taka sodobna politična beseda, pohitriti. Včasih smo rekli temu pospešili. Ampak pustimo. Skratka, gledajte, če ostanemo pozitivni,
tudi modri možje se včasih motijo. Gospod Podjed bi reče nekaj povedal, potem bomo pa zaključili. Samo še res kratek komentar po vsem slišanem. Tisti, ki rečejo, da bo na začetku, da reče, da bo zelo kratek, je ponavadi zelo dolg. Štejte stavke, kolega. Po vsem slišanem zdaj vem, da je v bistvu ta panter v kletki naša država in mislim, da bi bil čas, da ga končno izpustimo na prosto, na svobodo, v naravo, da mu damo možnost, da živi. Moramo samo ugotoviti, je črni panter, ali je beli panter, ali je rdeči panter, pustimo to. Še zadnje vprašanje za gospoda Grobelnika in gospod Kelvišar in Lončar. Namreč, samo vaš pogled, gospod Šutanovac je rekel, ideja slogana Slovenija, seveda v angleščini, Premier Hub for Data and AI Innovation. Zdaj, da bi to osmislili, kaj moramo storiti? Jaz mislim, da bom zelo direkten. Torej, močna oseba, močna pomeni politično močna, ki lahko implementira zadeve na primerni poziciji z ustrezno vizijo pa ambicijo. Takih ljudi imamo nekaj, samo se nekako izogibajo zapletanju v politične kroge. Torej, tukaj je Aida rekla, Slovenija je zadost majhna, da en človek lahko spremeni stvari. Lahko jih spremeni. Ni nujno, pa ni politika edina stvar, o kateri bi se morali pogovarjati. Ja, gledajte kolesarstvo, recimo. Kolesarstvo sem ravno hotel dati kot primer, ampak to je super, lep primer. En človek lahko spremeni. No in podobno je tudi, pogledajte, v računalništvu slovenskem je tako. Če imamo enega dobrega človeka za eno področje, potem Slovenija ima to področje, če nimamo enega človeka, Slovenija sploh nima tega področja. No, zdaj pa, če vprašanje na temo ali umetne inteligence in tako naprej in razvoja na nivoju države, jaz mislim, da en dober strateg, ki igra šah in ki lahko premika figure, bi bil zadost, da spremeni stvari na boljše. Dokler imamo pa preveč, se bom izognil besedi, ljudi, ki pravzaprav ne spremenijo zadev, je pa težko. Trenutno smo v fazi čakanja na spremembe. Ja, gospa Kelvišar. Jaz bi tako rekla, če bi v podjetjih mislili, da smo v kletkah, potem pač ne bi napredovali. V podjetjih mislimo, da imamo stvari odprte in delamo iz tistega, kar imamo, nekaj naredimo. In tudi za cash flow moramo sami poskrbeti, da smo plačani, medtem ko pač v javni upravi to ni potrebno, se naredi na drugačen način, da se pač dvigne davke in tako dalje. Tako da jaz mislim, da podcenjujemo moč posameznika in ko se odločimo za neko zadevo, so to majhni koraki, jo premislimo, naredimo načrt in to izpeljemo. In veliko izpeljanih zadev v isto smer, to je tako kot laser in to je potem tudi velika moč in so veliki premiki. Dobro, optimističen konec. Čisto za konec pa še gospa Lončar. Bom pa rekla, da govorimo o vsebini, ne samo o tehnologiji, da je izjemno pomembno, ko uporabljamo tehnologijo in če govorimo o umetni inteligenci, dajmo jo uporabljati z namenom. In tu Evropa ima vsebine, ki mislim, da so dobro opredeljene. Razmišljamo resnično o tem, kako te izzive, ki jih imamo trajnostne na področju okolja, s tem, kar so tudi največji problemi človeštva, da rajše kot da vplivamo na povečevanje potrošnje, vplivamo potem s temi novimi tehnologijami na reševanje izzivov, ki jih kot človeštvo imamo. Čeprav razumem, skratka, geslo Slovenija, Premier Hub for Data and AI Innovation, ima prihodnost. Samo moramo vzeti. Najlepša hvala za sodelovanje. Ker namreč pravijo, in to je res, Slovenija je edina dežela, ki ima ljubezen, love v svoji besedi. Nismo sicer edini, ki imamo pa na koncu pa kratico francosko za umetno inteligenco intelligence artificielle, ampak se pa lahko bolj potrudimo od drugih, pa pametnejši smo lahko in vse nastavke imamo.